Evo, to je pa Core Union, stari sodelavci spet skupaj. Ja. Imaš naslov. Klapa in smo. N1 volilni podcast s Suzano Lovec. Ja, dobrodošla oba v N1 volilnem podcastu. Zdravo. Zdravo. Anže Božič, novinar Pop TV, ki pokriva notranjo politiko. Tako je, živa? Kako si? Fino, hvala. Bom z nečem malo počakal. Lej, kar počakaj s tem. Bom. In Katja Šeruga, direktorica N1, živijo. In dolgoletna novinarka tudi in urednica, ki je pokrivala področje notranje politike, tako da sta tukaj danes dva človeka, ki sta zelo usposobljena, da govorita o Sloveniji po volitvah. A si se kaj pripravljal? Ful. Ful. V bistvu edina jesta, ne? Tako, kot vedno. Ampak kaj sva pa najprej opazila? Čevlje. Dobri čevlji so Suzana, res. Nice. Hudi. Bomo zarezali to ven. Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. To je 4. volilni podcast na N1, ki jih spremljate zdaj že nekaj tednov, in naslednji teden ekstra bonus epizoda. Tak današnji, pojdimo. In bi vam za začetek vprašala, torej po tej volilni nedelji, ki je bila za vse nas, še posebej pa za politike, težka, naporna in vse, kar prija zraven, je sledi zdaj dnevi in dnevi volilnih analiz, takih in drugačnih. Ne vem, če smo že kadarkoli imeli tok po volilnih analiz o tem, kaj se je v nedeljo zgodilo. Tako da za prvo vprašanje, kaj pa se je v nedeljo zgodilo, Anže? A nismo imeli vsakič toliko analiz? Meni se zdi, da nikoli toliko. Nikoli toliko? Ja. Ok, v redu. Ti imaš daljšo lajtongo od mene pred tem, tako da te bom ubogal. Mislim, zgodil se je predvsem zgodovinski rezultat, ne? Takega števila poslancev še nismo videli, takega glasovanja še nismo videli, toliko malo strank v parlamentu še nismo videli, toliko enih glasov zunaj parlamenta tudi še nismo videli. Ne? Pravzaprav veliko stvari, o katerih se lahko pogovarjamo. Katja, kaj se je zgodilo v nedeljo? Zelo odločen rezultat, po mojem mnenju v veliki meri tudi taktično glasovanje proti Janezu Janši. In teh glasov je bilo očitno več, kot bi jih kdorkoli pričakoval. Po mojih informacijah jih tudi v SDS-u seveda niso. To jih je najbolj presenetilo, ne? Razlika, s katero jih je premagal Robert Golob. In po drugi strani verjetno tudi nek odraz tega, ali je bila koalicija KUL res pravi odgovor na aktualne politične razmere. Ker so ljudje kljub pozivom tudi Roberta Goloba osebno, da naj na teh volitvah podprejo tudi druge stranke levo-sredinskega političnega spektra, zlasti je šlo tukaj za SAB in LMŠ, ki sta na koncu ostali pred vrati Državnega zbora. Volijo za te stranke so ljudje volili Roberta Goloba oziroma Gibanje Svoboda, ker so po vsej verjetnosti ocenili, da je to edini način, kako bodo zamenjali oblast v državi. Ja, veliko sporočilo največji vladni stranki. Zelo veliko sporočilo, ja. Naš Klemen Košak in Jernej Tiran iz Inštituta Antona Melika sta naredila eno super analizo, v kateri med drugim pač pravita, stranke, ki niso prestopile parlamentarnega praga, so skupaj zbrale 282.000 glasov ali skoraj 24%. Na prejšnjih 2 volitvah so stranke, ki se niso uvrstile v parlament, prejele samo okoli 110.000 glasov ali približno 12%. V kombinaciji s tem, kar ugotavlja Valicon v raziskavi Politikon, torej da skoraj polovica udeležencev volitev je volila taktično, je to neko bistvo tega, kar se je zgodilo, ne? Ja, torej pred 4 leti niso. Ne? Pred 4 leti so volivci vseeno bolj razpršili glasove, zato je bilo v Državnem zboru tudi več strank. Ampak lahko morda ta rezultat razumemo tudi na način, da s tem, kar so naredili pred 4 leti, niso bili najbolj zadovoljni in so se zdaj odločili, da bodo šli s tistim, za katerega so slutili, čutili, bili prepričani, da je dovolj močen, da res odločno premaga Janeza Janšo. In
po moje so predvsem zato, tudi na podlagi neke izkušnje izpred 4 let, glasovali taktično in pa seveda glasovali proti politiki zadnjih 2 let. Ravno to se meni zdi ključno. Pred 4 leti Janez Janša ni nastopil na volitvah kot predsednik vlade. Mi smo drugo vlado, mi smo Cerarjevo vlado. Mogoče ni bilo niti vzdušje tako naelektreno, ni bilo tako ostro vse, ne? In enostavno pač so volivci povedali, kar so povedali. Se ti pa zdi, da je bila ta kampanja in to vzdušje teh volitev tudi dnevi pred volitvami ali pa celo ta volivni vikend, da je bilo najbolj naelektreno od kadarkoli mi, recimo, 3 spremljamo? Ja, mislim, absolutno, se strinjam, popolnoma. Luka Lisjak Gabrielčič piše v analizi svoji za N1, tudi pač analizira volilne rezultate in med drugim zaključi zdaj o levi sredini, pravi, da je doslej eksperimentirala z novimi prijemi in napredovala na podlagi poskusov in napak. O desnici pravi, da pač, oziroma o SDS-u, da je postala pred leti to alternativna desnica, iliberalizem, desničarski populizem. Ampak zaključi pa to svojo analizo v bistvu z neko ugotovitvijo, da gotovo je, da je Janšev iliberalni vlak dosegel svojo zadnjo postajo. Skrajni čas je, da tudi desnica iz njega izstopi in razmisli o novih, boljših sredstvih političnega prevoza. Kje so, kaj so ta sredstva, po vajinem mnenju? Če nadaljujemo tukaj. Ja, ena stvar je v SDS-u po moje precej jasna in to je, če se bo zgodila kakršnakoli sprememba na vrhu te stranke, se bo zgodila na način, ki ga bo določil Janez Janša, v trenutku, ki ga bo določil Janez Janša, tudi na seji izvršilnega odbora stranke, ki se je sestal dan po volitvah, je bila interpretacija volitev nekako sprejeta na način, da je stranka vseeno dosegla dober rezultat, torej dobila več kot 50,000 glasov več kot pred 4 leti, da ima 27 poslancev v državnem zboru, kar je za njih veliko. Ampak istočasno pa se verjetno kaže in morda tudi v to smer Luka razmišlja, da tudi ob tako visoki volilni udeležbi, ki je zelo pomemben faktor, ki ga v tej analizi seveda ne smemo zanemariti, dobrih 70% volilnih upravičencev je šlo tokrat na volitve, da tudi ob tako visoki volilni udeležbi na volitvah obstaja nek steklen strop, preko katerega SDS takšna kot je, verjetno ne more. Torej v tej stranki se pa vsaj po izkušnjah, ki jih imam jaz kot novinarka, ki je v preteklosti pokrivala tudi delo te stranke, z njimi ne vidim, da bi se zgodil kakšen notranji upor, kakšni strašni frakcijski boji, recimo, tudi če obstajajo, tudi če znotraj stranke kdo zdaj postavlja kakšna vprašanja, o čem razmišlja ali karkoli takega, to ostaja zelo pod kontrolo. Torej, če bo prišlo do premika, bo prišlo na način, kot ga bo določil predsednik stranke. Če ga bo kdaj določil. Grims je, na primer, edini, ki je spomnil na to, da on je bil za predčasne volitve in da, če bi bile predčasne volitve, da je prepričan, da se ne bi zgodil tak volilni rezultat. Ja, on je bil to javno objavil, jaz, kolikor vem, ni čisto edini, ki razmišlja v SDS-u v različne smeri. Javno pa. Javno absolutno, ja, absolutno. Se pa mogoče z gospodom Lisjakom ne bi toliko strinjal, da je zdaj ta trenutek, ko ga bo Janša izbral. Absolutno bo ta trenutek, ko ga bo izbral Janša. Ampak ni zdaj. Da bo pa zdaj. Ne bo zdaj. Ko praviš, da piše, da je zdaj morda trenutek, da premislijo, da skočijo z tega vlaka populizma dol. Ampak on govori tukaj o desnici nasploh. Aha, ne v stranki. Mislim, da ne. Okay. Ja. Mislim, ker jaz se strinjam s tabo popolnoma, Katja. Trenutek bo zbral Janez Janša. Vse interpretacije trenutno grejo v to, da smo krivi mediji, da niso mogli pokazati vsega, kar so dosegli in podobno. Ni tle nekega kritičnega glasu, ni tle nekoga, ki bi skočil ven in rekel, ok, zdaj pa poskusimo drugače, ga izzval mogoče na kakšnem povolilnem kongresu, ki je podobnega. Ne. Sicer to, kar je, ampak to, kar je recimo napisal Branko Grims, torej ja, verjetno po neki hladnokrvni politični matematiki in kalkulaciji bi morda bilo celo to, kar je on predlagal, torej iti na predčasne volitve, ker predčasne volitve se v Sloveniji ne morejo zgoditi, če za to ni tudi volje predsednika vlade. On jih
pravzaprav sproži. Ne. Če bi oni to po prvem valu korone poleti 2020 naredili, bi to verjetno po neki hladnokrvni politični kalkulaciji bilo za SDS zagotovo torej bolje. Ampak po drugi strani je pa vendarle to stranka, ki še vedno vlada in je takrat vladala in je tudi z vsemi izvodi in po drugi strani tudi z vidika neke odgovornosti. Ne? Recimo sprožiti predčasne volitve v takem trenutku, recimo verjetno ne bi bilo ravno najbolj državotvorno, bom kar tako rekla. Ne? Prvič to in drugič težko potem Marjanu Šarcu ponavljaš, da je vrgel puško v koruzo, verjetno. Ne? Tudi to. Katja, ti si pisala ravno ta teden o Janševi prihodnosti in v članku ugotavljaš to, v bistvu, kar si tudi zdaj nekako povzela. Ampak kakšna pa je oziroma bo ta prihodnost in pa stranke? Janez Janša je na čelu SDS-a že 29 let, mislim, da ravno ta mesec. 93, ja. Mislim, da res v 93, ja. Mislim, torej, on je glede na razmerja moči v novem parlamentu, ki se bo konstituiral 13. maja, je, če ne bo res nekega dogodka, ki ga v tem trenutku ne more nihče predvideti, zaklenjen v opozicijo. To je dejstvo. On v tem mandatu, za razliko od prejšnjega, ne more sestaviti alternativne vladne večine brez volitev. Kot rečeno, razen če ne bo dogodka, ki ga v tem trenutku nihče od nas ne more predvideti. Tako da, če bo ostal tukaj, kjer je, bo opozicijski poslanec naslednja 4 leta, ali bo to 4 leta, ali bo to več, je pa odvisno od Roberta Goloba in od tega, kako preudarno ali nepreudarno bo pa on uporabljal pravzaprav z izredno veliko moč, ki so mu jo volivci v nedeljo namenili, in to zaupanje v naprejšnje pravzaprav, ki ga je dobil. Janševo tvitanje, ta volivni vikend, kaj smo pričakovali glede na to intenzivno tvitanje in vsebino tega tvitanja, in potem sporočila po volitvah. Se tukaj spet kaže ta dva obraza Janeza Janše, kako si ti to dojel? Jaz sem jih dojel kar ne tako zelo kot dva obraza. Meni se zdi tle kar konsistentno. To so v resnici ista sporočila, kot jih je sporočal Hojs, ko je prišel po volitvah dol. Vsi drugi smo bili krivi za poraz SDS-a, govorim v množini, ne, ker smo bili mediji tam, pač konkretno naša televizija poimenovana, jaz ne vem, pač večkrat, ne. Seveda smo to vse zanikali, nekaj nam drugega ostane, ampak to je nek face saving. To je face saving. Ja. To je pač prikaz tega, ne, da jaz sem naredil vse, kar se je dal, ne. Objektivne so bile pa neke okoliščine, zaradi česar niso mogli čez, ne. Približno tako, ampak ta tweet, ta dolg tweet se meni zdi kar nadaljevanje tega. Jaz ne vidim zelo tle dveh različnih poudarkov. Poudarki so bili podobni vsebinsko. Ampak je pa prišlo do priznanja rezultata, da... Razlika je prevelika. Se mu ne more ogovarjati, razlika je prevelika. Mislim, volja volivcev je ob taki razliki in še enkrat, tako visoki volivni udeležbi pač res jasno izražena. In, ne, torej, če bi SDS in Golobova Svoboda tekli na odstotek 2 ali 3 razlike, bi morda danes lahko imeli drugačno situacijo. Ob takšni razliki, mislim, da je 11%, 12%, pa je volja volivcev jasna, ne? In to ob 70% volilni udeležbi. Pričemer poudarja manjše neke nepravilnosti na voliščih, ne? To smo vse skozi zaznavali, že pred volitvami, pravzaprav neka pričakovanja na to, ne? Da bi se kaj takega lahko zgodilo, Trumpov scenarij, stop the count in podobne stvari, ne? Ampak enostavno, razlika je prevelika. Kaj pa ta tweet oziroma sporočilo Evropske ljudske stranke, kako ga vidite? Evropska ljudska stranka potem tega ni pojasnila, ne? Ne, mi smo jo spraševali to, na N1 smo jim poslali kar nekaj novinarskih vprašanj, vendar, ko je bilo volitev konec, niso več želeli tega dodatno pojasnjevati. Neke informacije v zvezi s tem so pa po vsej verjetnosti bile, nenazadnje izhaja to iz izjave še vedno obrambnega ministra Mateja Tonina, ne, na volilni večer v Cankarjevem domu. Kaj se je dogajalo, pa če se je kaj dogajalo. Skratka, gre za ta namigovanja o tem, da bi se v slovenske volitve vmešavala Rusija, kar so bili prej že tudi tviti iz SDS-a. Ja.
Janševi tviti, ne? Tako. Hkrati je pa tudi Manfred Weber, ne, iz iste stranke, tudi čestitev obema za rezultat, ne, in Janezu je tudi iz EPP-ja, ne, v resnici. Precej bolj mirno sporočilo, čestitke obema za rezultat in podobno. Ne, smo z vami, delamo skupaj. Ne. Če pogledamo malo še proti levi strani, kdo je najbolj tragična figura teh volitev, Katja? Tanja Fajon. Zakaj? Tanja Fajon zaradi tega, ker se je vrnila iz mesta poslanke v Evropskem parlamentu v Slovenijo z nekimi pričakovanji, da bo bodoča predsednica vlade ali da ima vsaj zelo resne možnosti za to. Torej, KUL je bil tisti, ki se je oblikoval najprej kot alternativa vladi Janeza Janše. Oni so ves čas tekli na to, da bodo verjetno ne imeli zmagovite stranke na teh volitvah, če bi ostalo v proporcijah stranke sedanje koalicije, stranke parlamentarne opozicije. Ampak so ves čas igrali na to, da bodo skupaj kot blok zbrali na volitvah več glasov, kot jih bo zbrale stranke aktualne koalicije. Potem pa se je zgodil Robert Golob. Ki je vse postavil tudi za koalicijo KUL v drugačno luč. In danes je Tanja Fajon sicer po mojih informacijah zelo zadovoljna s tem, kako tečejo koalicijski pogovori do tega trenutka. Ima razlog, da lahko verjame, da bo spoštovana koalicijska partnerica in ona osebno in seveda SD, kar je zanjo še bolj pomembno. Hkrati pa je jasno, da s tako malo poslanci, kot jih je SD dobila v tem parlamentu novem, pravzaprav neke zelo velike realne moči ne bo imela. In tukaj smo zdaj spet pri tem, mir ali nemir v koaliciji je odvisen dejansko spet od tega, kako bo to zgodbo peljal Robert Golob. Tako je. Ja, ker če lahko še enega koalicijskega partnerja zraven potegne, so takoj šibkejši in podobno. Ne? On v resnici ne rabi prav zelo veliko. Ne? In vsi, ki bodo z njim sodelovali koalicijsko ali kako drugače, bodo ves čas lahko vedeli, da so hitro zamenljivi. Ne? Je pa tako, mora pa Robert Golob vedeti, kaj s to vlado hoče. Mi smo tudi Miro Cerarja v podobni poziciji, ki je ni izkoristil na način močne stranke, ne? V tem, če pa smem recimo na levi strani je pa vsaj za mene en od presenečen, da ne rečem razočaran, tudi Levica. Jaz si nisem predstavljal, da bo Levica tako malo dobila, kot je dobila. Spomnim se enega pogovora z enim svojim prijateljem še v COVID časih, težki ukrepi, ko me je začel opozarjati, bodi pozoren, Levica svojo volilno bazo izgublja stik. Meni se je takrat to malo hecen zdel, pa posod smo jih videli, pa skozi so bili nekje v kolesju, borili so se, če lahko narekovaj rečem, proti vladi, oglašali so se na vse možne teme, celo stranke z desne so jim delale reklamo, so jih probale prepovedovati in podobno. On me je pa opozarjal, bod pozoren, to ni več tista Levica, ki je imela glasove 4 leta nazaj. To izgubljajo neko delavstvo. On mene to opozarjal v času največjih COVID ukrepov, ko je Levica to, če spremljamo zelo potihem, podpirala, ampak nikoli pa ni zelo izrazito tega rekla. On je mene opozarjal namreč na to, da njihova volilna baza je zelo proti ukrepom. Če zdaj pogledamo, kaj je od te Levice ostalo. Ampak je pa zelo odgovorno, da niso bili proti vsem ukrepom. Seveda, absolutno. Z tega vidika ampak z vidika stranke in njenega stika z bazo, me pa on takrat opozarja, da se to začne krhati in na rezultatu se to pozna. Mislim, to je tudi trenutna opozicija, kolikor vem, Luke Mesca v Levici pravzaprav skuša narediti svoj primer na tem, ko pravi, da je Levica dosegla, mislim, da 50% slabši rezultat kot pred 4 leti, res so fejst padli. Zaradi tega, ker je bila premalo leva. Ne. Po drugi strani pa Luka Mesec osebno tudi javno to govori in tega ne skriva, želi v vlado. In tu je ena stvar jasna. S tako neko pretirano levo, da ne rečem radikalno levo politiko, kot bi mogoče, recimo, če sledim logiki tvojega prijatelja, pa ne vem, če ima prav, ampak recimo, da ima,
sledila Levica, če bi šla po tej poti naprej, ona nikoli v nobeni vladi ne bi mogla take politike udejanjati. Oni bi bili v grozljivi situaciji, ker torej v primerjavi z Robertom Golobom bi bili še vedno manjša koalicijska partnerica in ne bi mogli uveljavljati te politike, kar pomeni, da bi ob zagovarjanju tako nekih tudi na momente skrajnih rešitev v vladi izgubljali, ne? Ker bi dejansko morali delati stvari drugače, kot so jih obljubljali volivcem. Tako da Luka Mesec mogoče tu vendarle postaja, ne želim zveneti napačno, ampak malo bolj realen, recimo, politik, ne? Ki razume, da pač za neke rešitve, ki jih oni sicer zagovarjajo, imajo jih napisane tudi v programu, da pač enostavno niso realne, vsaj v tem trenutku ali pa v naslednjih letih niso realne. Ne? Je pa Luka Mesec že rekel javno, da je Golob mu dal nekatera zagotovila, recimo, da mislim, da nekako tako, da recimo zdravstvena politika bo zdravstvena politika, ki jo bojo dogovorili, da je to zdravstvena politika Gibanja Svobode, ne pa nujno to, kar Bešič Loredan govori, recimo, ko je bil Luka Mesec vprašan o tem. Ne? Tako da očitno od Goloba nekatera zagotovila, da bodo upoštevana tudi stališča Levice, je Levica dobila. Ne? Zakaj jih ne bi? Seveda, jaz ne govorim o vseh stališčih Levice, govorim o izstop iz NATO, piše v programu Levice, ne, za katerega je Luka Mesec mogel takoj povedati, da to ne bo pogoj pri koalicijskih pogajanjih. Določanje plačnih razmerij v zasebnih podjetjih, piše 1:10, piše v programu Levice, recimo. Ne. To so stvari, ki po moje v tem trenutku niso realne, imajo pa v svojem programu seveda tudi nekatere rešitve, ki so široko lahko sprejemljive, če so pravilno dogovorjene in izvedene, seveda. Stanovanjska politika, recimo, ki je za Levico zelo pomembna. Ne, in če malo špekuliram, ne, mogoče bo Luka Mesec, če ga stranka ne bo zamenjala, in mislim, da ga ne bo, bodoči minister za stanovanja, recimo. Ne. Najbrž jim pa tudi ni pomagalo na volitve iti z napovedjo davka na nepremičnine. A sta to vidve že kdaj videli, kje? Stranka, ki je šla na volitve z napovedjo novega davka. Skušali so potem omiliti, oziroma zmanjšati težo tega nekega bremena, kaj so s tem mislili, na kak način, kako bi popravili zakon, ampak zagotovo je desnica, predvsem Nova Slovenija, je tukaj zelo štartala na to, kako bo to škodilo ljudem na podeželju in tako naprej. In tle se mi zdi, da je Levica v teh soočenjih kar zgubljala. Ampak se v tisti rešitvi, ki so oni zapisali v zakon, ki so ga dejansko vložili v parlamentarno proceduro, je to pisalo. Ne? Bo pa verjetno nek nepremičninski davek potreben. Mislim, da to vsi strokovnjaki govorijo. Ne? Mislim, stanovanjska politika in reševanje stanovanjske politike bo po moji oceni zagotovo ena od stvari, s katero se bo nova slovenska vlada precej ukvarjala in verjetno bo tudi uvedla nepremičninski davek, ki ga je hotela že Alenka Bratušek, pravzaprav vse vlade. Andrej Šircelj je v intervjuju za NN rekel, da na Ministrstvu za finance pripravljenih najmanj že 10 različic tega zakona. Težava je z evidencami. Ne? Težava je z evidencami in čez to oviro je treba skočiti. Pa da je to politična bomba, da si noben praktično ne upa v to zagrist, ampak verjetno je prav vlada s tako večino, kot jo bo imela Golobova očitno. Hotela sem to povedati. Nekdo, ki bo imel tako večino v parlamentu, bo zelo težko rekel, da ni mogel izpeljati reform. Vemo pa, da reforme, da 15 let že govorimo, treba je izpeljati ključne reforme in da tega nihče ni naredil. In ko imaš šibko vlado, še lahko nekako rečeš, ni šlo, imamo koalicijske vlade, se veste, tale volilni sistem, tle nam skače Desus ven, oni nas izsiljujejo, pač ne gre, bomo delali te nujne stvari in so praktično, da tako rečem, vlade, ki vladajo na kratek rok. Zdaj pa nekdo, ki reče, da namerava biti tam 2 mandata in ima tako večino v parlamentu, bo verjetno zelo težko upravičil, če ključnih reform, ki jih, to se pa vsi strinjamo, nujno potrebuje ta država, ne bo izpeljal. Ja, popolnoma strinjam. Pa še trg dela, recimo. Tam ima tudi gospodarstvo neke svoje predloge, zahteve. Zdravstvo, Zdravstvo, pokojnine, pokojninska reforma, stanovanja. Demografija, mislim, dolgotrajna oskrba in tako naprej. Zdaj, sicer vsak nov obraz, ki se je pojavil, pa Robert Golob je deloma nov obraz, recimo. Vsi so govorili, da štartajo na 2 mandata. Miro Cerar je govoril, da štarta na 2 mandata. Janez Janša pred temi volitvami govoril, da gre še na 2 dodatna mandata. Skratka, to, bom rekla,
živi bili pa videli. Tako da to počakamo. Dejstvo pa je, da pričakovanja od te vlade, glede na to, da bo imelo Gibanje Svoboda 41 poslancev samo, seveda so, da bodo zagrizli tudi nekatera zelo težka strukturna vprašanja, ki si jih ti že vsa naštela in so res pomembna za prihodnost države. Plus, da bodo zagrizli v ta zeleni preboj, ki so ga obljubljali in tukaj že gredo stvari v smeri. Robert Golob je v zadnji oddaji na N1 pred volitvami povedal, da nameravajo združiti Ministrstvo za infrastrukturo in za okolje. To bi recimo morda lahko bil resor za podnebne izzive, ne vem, kako ga bodo poimenovali, ali pa za zeleni preboj, recimo, ampak področja, ki bi jih tu združevali, nakazujejo v to smer. Ne. Je pa še ena stvar, mogoče zelo pomembna, to so pa makroekonomske okoliščine, ki bodo determinirale vse vlade v naslednjih obdobjih, pa tudi novo slovensko. Francosko gospodarstvo se ohlaja, italijansko gospodarstvo se ohlaja, v Nemčiji je inflacija na visokih ravneh, Nemčija se ravno danes za las izognila recesiji in Deutsche Bank napoveduje recesijo v Združenih državah Amerike. Ne. Torej tukaj imamo vojno v Ukrajini, ki je neznanka in za katero nihče ne ve, kako dolgo bo trajala, po zadnjih napovedih NATO dolgo, ki bo vplivala na cene in na naše življenje v najširšem pomenu te besede. In drugič, bližamo se jeseni, ko se nam lahko zgodi še en val covida. Ne? To so pa okoliščine, ki bodo zelo pomembno določale, koliko manevrskega prostora bo nova slovenska vlada imela ali pa ga ne bo imela. Ne? Če ga bojo znali dobro zajahati, dobro nasloviti vse teme, lahko to tudi fino v svoj prid izkoristijo. Jaz mislim, da bo ena prvih stvari Golobove vlade že zelo drugačen zakon o vladi, ravno pri imenovanju in združevanju ministrstv. Mislim, da šolsko ministrstvo gre tudi drugače, kot je bilo spreminjal zakon o vladi. Tega dolg časa nismo videli. Zadnjih nekaj vlad je samo podedovalo resorje in že tle se kaže neka sprememba, vsaj želja po spremembi delovanja. Potem so pa ljudje, da to zasede. Spomnila sem se še na en tweet Barbare Reigl, ko govorimo o tem, kar se je zgodilo na levem delu prostora. Ne? Vemo pač, nekatere stranke so proti vsem pričakovanjem ostale vse, brez uvrstitve. Ne? In Barbara Reigl je med drugim v tem tweetu napisala, da so stranke na levici delovale povezovalno tudi na račun svojih slabših rezultatov. In to se je dejansko videlo. Ne? To njihovo nobenega napadanja ni bilo na levici. Vsi so delovali usklajeno in zdaj ti, ki so ostali pod pragom parlamenta, kaj predvidevaš, da se bo z njimi zgodilo? Če bi se pa napadali, a bi imeli kaj boljši rezultat med sabo? Verjetno ne bi se pa pokazale neke razlike. Ne? In bi se volivec mogoče... To so tako majhne razlike, bolj razlike egov, se meni zdi, kot neke hude vsebinske razlike. Ne vem, mogoče je zdaj recimo lepa priložnost za to, kar se tudi že leta omenja, pa se nikoli ne zgodi, združevanje teh nekih malih liberalnih strank. Mogoče je pa to moment. Ne? Nova LDS. Ni nujno, da je nova LDS, naj se imenuje kakorkoli. Že. Ja, ampak to je delovno ime. Tako. Mogoče je pa to priložnost za to. Naj tle sam nekaj upozorim. Recimo, oziroma bom rekel tako, zadnja javnomnenjska napoved, ki jo je za nas delala Mediana, je predvidela možnost tudi, da ostane ta LMŠ sicer na skrajnem robu, mislim, da njihova minimalni doseg so namerili na 4, SAB pa celo 1,9 ali nekaj takega. Ni bilo nemogoče, da te stranke ostanejo zunaj. Veliko volivcev, mislim, da se tam približno četrtina ali petina celo volivcev odloča zadnje dni oziroma na dan volitev. In enostavno je šla zmagovalcev. Taktično glasovanje. To pa je tudi ena od ugotovitev teh volitev, da mislim, da polovica ugotavlja glasovanja je bilo taktičnega. Ampak še ena stvar, mogoče, če smo se prej dotaknili Branka Grimsa in ali bi bilo to, kar je on predlagal, sicer koristno za SDS, ampak po drugi strani, ali bi bilo odgovorno, glede na pozicijo vladajoče stranke. Tako podobna je situacija lahko tudi v koaliciji KUL. Jaz sem prepričana, da so nekatere od strank v koaliciji KUL ugibala bi, da predvsem Socialni demokrati kot največja
stranka znotraj te koalicije na neki točki razmišljali, morda celo ugotavljali, da jim ta zaklenjenost v KUL lahko škodi, ne pa koristi. Ampak niso šli tega razdirati. Ker tudi to ne bi bilo odgovorno, je pa dejstvo, da so pa Socialni demokrati torej stara in etablirana stranka, tradicionalna, kot se lepo reče, in da bo tudi pri deljenju resorjev in drugih mest v vladi vrh socialne demokracije za razliko od koga drugega zagotovo moral upoštevati več kriterijev. Prvi, da torej naredijo najboljše ekipe, ki jih lahko naredijo za prevzem resorjev, ki jih bodo v Golobovi vladi dobile, in drugič, da bodo z razdeljevanjem nekih položajev v vladi tudi potolažili nekatere morda bolj koristoljubne člane njihovih strank, koristoljubne, lepo si rekla, ki si zdaj po sicer slabšem rezultatu socialne demokracije morda vseeno kaj obetajo in nekako mogoče celo brez besed, ki bi jih kdo izrekel, se razume, da je to nekaj, kar bo tudi vrhu SD-ja zagotavljalo nadaljni mir in da ne bo velikih frakcijskih bojev v stranki. To je situacija, v kateri je SD, in ne pozabimo, jeseni imamo lokalne volitve. Tam se bodo stranke še enkrat izmerile. Vprašanje, katere od teh, ki grejo zdaj v vlado. In še predsedniške, kjer bomo tudi videli, katera zavezništva se bodo obdržala, katera bojo absolutno razpadla, katera bojo mogoče na novo ratala. Rec se pa strinjam, ja. Položaj v vladi je lep obliž na poraz na volitvah. Absolutno. Eden od poznavalcev političnega prostora, novinarjev, mi je glede SD in Golobove stranke rekel, da čeprav je jasno, da grejo v vlado in kakšna bo ta vlada, približno pač je jasno, da vlada med tema dvema strankama precejšnje nezaupanje na obeh straneh. Kako to vidite? Glede na pretekle vlade, kjer je SD vedno napovedovala velik rezultat, pa je bila potem dostikrat razočarana, spomnimo se, potem je imel Matjaž Han par sočnih izjav. Ja, so bili potem, so se vedno izkazali za težkega koalicijskega partnerja. Tudi zdaj je zaznati absolutno previdnost na obeh straneh, ampak hkrati si pa skoraj obsojen drug na drugega. V razmerju, ko je, se pravi, Golob absolutno močnejši od etablirane stranke. Tako. Ne? Torej, ja, nekaj tega je v času predvolilne kampanje zagotovo bilo. To smo tudi mi na NN večkrat prestregli. Deloma pa bi lahko to pripisali tudi temu, da pač seveda to dejstvo, da se je pojavil Robert Golob, je Socialne demokrate postavila pred temi volitvami seveda v popolnoma drugačen položaj, v katerem bi bili sicer, če se Robert Golob ne bi pojavil, to, o čemer sem govorila prej. Ampak kot sem rekla, po informacijah, ki jih imamo na NN v tem trenutku in kmalu bodo tudi objavljene na našem portalu, Meta Roglič piše članek, tudi z imeni nekaterih zelo verjetnih ministrov in v zvezi s tem, kako se bodo delili resorji v novi koaliciji, je dejstvo. Socialni demokrati so po prvih pogovorih z bodočim mandatarjem lahko zelo zadovoljni glede tega, kar bodo dobili. Torej, tudi če so v času predvolilne kampanje, in so, to je nesporno, med tema dvema strankama je obstajala neka previdnost, neka zadržanost, mogoče celo rahlo nezaupanje, se je po volitvah, po teh prvih sestankih o tem, kako ne izgleda bodoča koalicija in vlada, v tem trenutku je ta krč popustil. So se sprostili. Tako je. Moramo pa še nekaj vedeti. Ne vemo pa, kaj je Robert Golob pripeljal v parlament. 41 poslancev, ki mora zagotavljati vsej tej ekipi večino, trdno večino, v redu. Mislim, da sem ga včeraj slišal reči, da jih ene 5 je srečal dejansko v volilni kampanji, da nekaj jih pozna odprej, ok, v redu. Ampak mora biti, se pravi, zelo trden vodja poslanske skupine, ki to večino drži skupaj. Interesi bojo tle trkali zagotovo in zdaj lahko razumem nekaj nezaupanja, ki ga ima ena etablirana stranka, ki pozna, ki ve, kako to deluje,
ki ve, kdo vse pride trkat na vrata, do 41 novincev. Mislim, to je sigurno. V parlamentu bodo vsi razen poslancev Gibanja Svoboda zelo izkušeni. SDS-u se v parlament vračajo res prekaljeni politični mački, tudi tisti, ki iz vlade prihajajo nazaj. To so zverzirane stranke. SDS je bila zmeraj odlično organizirana pri parlamentarnem delu, razen ko se je Danijel Krivec enkrat ali dvakrat zmotil pri štetju in ga je tistih 46 mal nagajalo. Ne? Ampak torej, zagotovo je to, kdo bo vodja poslanske skupine in kolikor vem, ampak bom spet rekla, ne, preberite članek Mete Roglič, so našli neko vmesno rešitev tudi za to vprašanje, ker se zavedajo, da je to pomembno, in nepomembno tudi ni, kdo bo predsednik oziroma po vsej verjetnosti predsednica državnega zbora. Ne? Prej sva se pogovarjala, Anže, tudi tebi se zdi izjemno zanimivo, na kak način se po volitvah govori v javnosti o Levici, ne? Da bolj kot Golob razlaga, da Levica je v vladi, bolj se nekateri trudijo, predvsem iz gospodarskih logov, kaj pa če bi vseeno Nova Slovenija? Ja. Kako si to razlagaš? Meni se to zdi zelo nenavadno, bom mil izrazen lušč uporabil. Ne pozabi, da Nova Slovenija je imela eno vabilo v prejšnje vlade, v levo vlado, pa ga je zavrnila. Tako da mogoče to klicanje k nekim širokim vladam, kaj povem, ne delajo vlado tisti, ki so bili izvoljeni za delati vlado. Jaz ne vidim tle neke... Niti skratka všeč, da bi gospodarstveniki po volitvah še naprej želeli... Razumem interes gospodarstvenikov, zakaj tam ne bi želeli mogoče Levice ali pa ne. Podobno, ampak pač ne vlado sestavljajo politiki. Ne. Kar sem hotel reči je, da Levica v tej vladi, mislim, pravzaprav so naravni zavezniki, to so cel čas poudarjali, to je bilo sporočilo kampanje. Tako da ne vidim jaz tle kakšne strašne drame, da Levica ne bi prišla, pa da bi bila težava v tej vladi. Ne? Če veliko izposlujejo socialni demokrati, zakaj ne bi tudi Levica? Ne? Sodelovanje z desno stranjo pa absolutno, sej verjetno se bodo dotaknili recimo volilnega zakona. Ne? Fiskalnega pravila, recimo, to so pa odločitve, ki zahtevajo dvotretjinsko večino, ki je bodoča vladna koalicija, ne glede na to, ali bo Levica in or out, ampak tako ne, bodo morali iskati tudi čez. Ne? Ja. In vprašanje, koliko takih projektov, ki terjajo 60 glasov, se bodo lotili, ampak kakšnega zagotovo, in takrat bo Nova Slovenija v situaciji, ko se bo morala odločiti ali z Golobom ali z Janšo, ne? Verjetno. Razen, če bi se zgodil čudež, pa bi enkrat cel parlament glasoval za neko rešitev, ampak tega tudi še nismo videli. Ne? Ja, res je. Še pogled od zunaj mogoče. V zadnjem času nismo videli, moram se popraviti. Kdaj v preteklosti smo? Zelo nazaj v preteklosti. Tako, ja. Tako. Ja. Washington Post je pisal o tem, da je to največja zmaga liberalne demokracije, bolj kot francoska situacija, torej za Slovenijo je to napisal. Nemški mediji so pisali o odhodu človeka, ki želel biti kot Orban. Kako vidi Slovenijo po volitvah tujina, po vajinem mnenju? Po mojem, točno tako, kot piše v teh člankih. Kadarkoli smo se pogovarjali s kolegi od zunaj, je bila ta analogija na Madžarsko, je bila ta politična bližina, ne samo medsosedska z Madžari. Madžarska politika je pripeljala tako daleč v konfliktu z Bruslom, da so na zamrznenih sredstvih in podobno. Tako da v tem smislu je bilo kar precej pozornosti namenjeno letos Sloveniji. Tudi treba je nekaj priznati, Janša je Slovenijo mednarodno precej dvignil od tiste recimo Šarčeve zunanje politike, ko se mu niti v Evropski parlament ni dalo iti, se je veliko bolj angažiral. Zdaj, lahko se s tem strinjamo ali ne, na kak način, ampak se je pa. In enostavno je naša država tle dobila malo več pozornosti na ta račun, po drugi strani pa stalna ta analogija z Madžarsko in z vzhodnimi državami. Katja, si je tujina večinoma oddahnila po teh volitvah? Mislim, odvisno kje, ne? Po moje, v Budimpešti ne. Ampak, mislim, ja, se strinjam s tem, kar je rekel Anže. Prej Katja omenila, ne, ti si omenil, da je Janša večkrat omenil po volitvah Pop TV, ne?
Ampak je pa prišel k vam na soočenja? Ni Janša tega omenil. Ne, pardon, SDS. Pardon, se popravljam. Ja, SDS. Janša na volilni dan ni dal izjave do Cankarjevega doma. Absolutno. Ja. Je pa stranka hodila k vam na soočenja, tudi sam premier takrat je hodil in oglas smo zasledili tudi pri napadu. Oglas je bil, ja. Ni pa prišel na vsa soočenja. Imel je več vabil, ni prišel na vsa soočenja. Tudi, ko je to potreboval tako rekoč v zadnjem hipu. Najprej to... Kar ni nič novega. Ja, je pa skrajno... Neprijetno za organizacijo. Ampak smo nič novega. Vsi smo že to doživeli. Najprej so ta šok doživeli kolegi na svetu na kanalu A, ob 4 popoldne, da čez 3 ure pa pride gospod premier. Ampak v redu, zvoziš vse. Ni dal pa intervjuja, smo imeli tudi planirane intervjuje. Si ti napisal komentar, ne? Tako. Ja, takrat sem te pol poklicala, ne? Ja, tako je. Tudi kom, ni prišel na finalnega. Ne. Tako da, dobro, razumeš, da do ene točke premier ima malo selekcije, ne? Ampak tle je pa ratalo kar sistematično. Tudi noben časopis, kolikor jaz vem, ni dobil intervjuja, ne? Ne. Torej, morda je to bila tudi neka taktika pred volitvami. Torej, ja, jaz razumem, da imaš kot predsednik vlade zagotovo neko selekcijo. To se mi zdi tudi do neke mere razumljivo, ampak vendarle ne. Glede na to, koliko so bili na desni strani političnega življenja prepričani v zadnjih dneh pred koncem volilne kampanje, da bo tekma tesna. Torej, oni so ves čas poudarjali, da gre za las, tako da vsak glas šteje. Spomnite se Janševe izjave na konvenciji zaključni SDS-a. Je šla zelo v to smer, borimo se za vsakega volivca do zadnje preštete, do zadnje preverjene glasovnice. Se to potem v njihovi taktiki medijskega udejstvovanja ni ravno odrazilo. Kaj so hoteli s tem doseči, ne vem, ampak definitivno pa lahko danes vidimo, da jim verjetno ni koristilo. Brali smo tudi teorije, da so obrnili taktiko med samo kampanjo, od nič pojavljanja, potem, ker vendarle se je začel pa premier Janša potem pojavljati res v zadnjem tednu, recimo za dobrem zadnjem tednu. Prvih 14 dni ga sploh ni bilo. Prvih 14 dni kampanje je on bil predsednik vlade, ki se je ukvarjal z najbolj aktualnim mednarodnim vprašanjem, to je z vojno v Ukrajini. In dajal veliko intervjujev vsem mogočim tujim medijem. V Ukrajini, Tako, v Ukrajini, ja. K najpomembnejšemu na koncu. Kje bo treba zdaj odhajajoči vladi? A ne čevlji. Vse sva že bo še enkrat. Kje bo treba zdaj odhajajoči vladi in potem bodoči vladi najbolj gledati pod prste? Tam, ko vsaki. Absolutno kadrovanje. Zdaj, dajmo najprej za odhajajočo. Odhajajočo. Tako. Sej, a je odhajajoči še treba kaj... Dobro, zadnje pogodbe, zadnje zaposlitve. To. Rutina, ja. Okay. Pravzaprav, kakšne zakone si morda še mislijo sprejeti celo v zadnjem hipu. Novi pa, bolj bi pa rekel, bo pa novi treba gledati, tudi hitro pod prste. Tudi seveda kadrovanje, mene zelo zanima, kako bo to sodelovanje s civilno družbo izgledalo. Res me zanima. A bojo zakoni prihajali od zunaj, pa šli v parlament, ali bo parlament potem obdelal, predelal, zamandmiral in podobno. Res me zanima, kako bo to... Jaz se spomnim, da je Robert Golob enkrat zelo na začetku, pa mislim, da niti še ni bilo formalne volilne kampanje, te uradne, še prej, rekel nekaj v smislu, ker vem, da sem potem poizvedovala, kaj točno to pomeni, ampak v smislu, da bo imel nenehno odprto komunikacijo v bistvu z ljudmi. In pol vem, da sem jaz spraševala, kaj to pomeni, da bomo imeli permanenten referendum v državi, ali kaj konkretno to pomeni. Tako da mogoče je to nekaj v tej smeri, to neko sodelovanje s civilno družbo, kako bo pa to zoperacionalizirano, pa tudi jaz si v tem trenutku, mislim, ne vem, enostavno ne vem. Ministrstvo za sodelovanje s civilno družbo. Ne vem, hitam se. Je pa Nika Kovač povedala, tako kot tudi vsi mediji, da tako kot je gledala pod prste prejšnjim, bo gledala pod prste tudi novim. Enako mediji in tako je edino tudi prav. Torej odhajajoči vladi pogodbe in zaposlitve, bodoči pa
Prve poteze, preudarnost, isto kadrovanja, ne, tukaj so bile neke informacije, da bodo letele glave, ko Golob prevzame, kar je Golob sicer zanikal v našem studiu. Tako da bomo videli, kako daleč bodo z nekimi stvarmi šli. Omrežja, ozadja. K temu še pridem. Ja. Včeraj na Tarči je sicer, mislim, da spet rekel, da bo prekinil s to tradicijo kadrovanja po strankarskih izkaznicah. In sestankovanje generalnih sekretarjev. Ja. Tako. Omrežja, ja, oziroma ljudje, ki so zainteresirani, da imajo dobre odnose, ker si s tem nekaj obetajo z največjo vladajočo stranko, verjetno se tukaj že zbirajo okrog novega playerja. Nekaj smo videli tega tudi na sam volilni večer. Kot je rekel Robert Golob, imeli smo pač odprta vrata, ni bilo varnostnika, ampak ali bi kogarkoli od teh ljudi res poslali proč, če bi bil varnostnik, ki so se nabrali že prvi večer. Torej, videli smo družino Janković. Ja. Kaj pričakujete tukaj v bistvu? Kako bodo ljudje, ki bodo zainteresirani, da bodo imeli dobre odnose, pa pri tem tudi neke svoje računice, res odstranjeni, ko bodo varnostniki na vratih vlade? Jaz mislim, da v resnici tle družina Janković ni tako zelo blizu, kot se rado poudarja, ker je tudi komu v interesu, ne, da se poudarja, kako blizu družina Janković je. Me pa zanima recimo od teh modusov operandi en način, ki pa ga je recimo Janković v svojem županovanju Ljubljane imel. To je, da je znal delati tudi recimo z desnimi direktorji. Če se ne motim, je Košorok, Blaž Košorok pri njem kar dolg časa vodil, je bila energetika, je bila, ne vem točno, kje je ena pod firm. Mene zelo zanima, a bo to, pa bom logiko, ne zdaj modus operandi pravzaprav prevzel tudi Robert Golob. Ne? Se pravi, da če bo nekje sposoben direktor, pa tudi če ga je tja postavila Janševa vlada, ali bo ostal ali ne bo ostal. Robert Golob prihaja iz biznisa. To verjetno pomeni, da je seveda do neke mere tudi praktičen, ne? Tako kot verjetno morajo do neke mere biti vsi ljudje, ki zasedajo tako pomembne funkcije, ampak seveda v okviru tega, da ne prelomi besede, ki jo je dal svojim volivcem, ker na koncu bo to odločalo o tem, ali bo on tekel na en mandat, na dva ali na koliko. Ne? Torej, to je ključni kapital, ki ga ima. V tem trenutku on v resnici ni še nič zmagal, on je dobil neko zaupanje vnaprej. Torej, zares se bo Robert Golob zmeril na naslednjih parlamentarnih volitvah. Ne? In do takrat bo verjetno veliko stvari tudi že naredil. To, da se zberejo najrazličnejši interesi okoli stranke, ki zmaga na volitvah, še posebej okoli stranke, ki tako zelo zmaga na volitvah, seveda ni popolnoma nič novega. Ne? Ključno je, kaj oseba, ki to opravlja, v tem primeru Robert Golob, s tem naredi. Kar mi ne vemo, ali pa se jaz tega ne vem, je, ali je on iz časa te volilne kampanje komu od zelo pomembnih igralcev v Sloveniji, ki so zelo močni, ki so zelo vplivni, karkoli dolžan. Tega ne vemo. Če je, bo te dolgove verjetno na nek način poskusil ali pa moral vračati in vprašanje, kakšne kompromise bo sklepal pri tem. Lahko, če nikomor ni nič dolžan, potem bo lahko vladal svobodno. Ne? Tako da to so stvari, o katerih lahko v tem trenutku resnično samo razmišljamo in nič več kot to, ali pa špekuliramo. Ne? Je pa mislim, da je Golob že v času kampanje javno rekel, da ve, da okrog hodijo ljudje, ki se predstavljajo kot tako, da imajo tako, to je rekel pri nas. Tako, to je rekel pri nas, ko smo ga vprašali, ker namreč imamo informacije, da je nekaj ljudi, ki je v času te vlade dobilo položaje takšne ali drugačne v državnih družbah, dobilo zelo jasno sporočilo, da bodo citiram, letele glave, ko Golob prevzame. In mi smo ga vprašali tukaj v tem studiu našem in je rekel, da tudi on sliši, da se to dogaja, ampak da kar pove, da kdorkoli to počne to brez njegovega mandata, torej zlorablja njegovo ime. To je to, kar je on rekel. Kaj se bo pa dogajalo, ali tako kot je napovedal sam, ali tako kot pač je
mogoče obstaja kakšno drugo ozadje, za katerega ne vemo, se bo pa pokazalo po mojem relativno kmalu. In to bomo budno spremljali mediji, novinarji? Je pa samo še eno stvar, mogoče tle treba tudi vedeti. To je politična novinka, ki ne more imeti takega kadrovskega zaledja, kot ga imajo recimo socialni demokrati, kot ga ima recimo SDS, kot ga ima mogoče celo Nova Slovenija. In tudi zato bo verjetno posrkal nekatere dele strank, ki so ostale od strank ali pa iz civilne družbe, kar še bolj omenja. Pa še ena stvar je mogoče pomembna, ki je ne vemo v tem trenutku, ali pa vsaj ne dovolj dobro. Mi ne vemo, kako bo on pravzaprav organiziral delo vlade. Torej, po nekih informacijah dostopnih trenutno kaže, da na način, da ko bo neka stranka prevzela nek ministrski resor, bo prevzela tudi polno odgovornost za njega. Se pravi, če bo tam karkoli narobe, zaradi načina, kako bodo postavljali ekipe in kako bodo ekipirali pač time, za vsako ministrstvo posebej, skuša nekako jasno uveljaviti tudi ta princip, dobiš zaupanje, ampak hkrati nosiš tudi vso odgovornost za to, kaj predlagaš predsedniku vlade na seji vlade, kaj vlada sprejme in za vse, kar v bistvu tam počneš. To se mi zdi, to je napovedal za zdravstvo, to se mi zdi, da napoveduje tudi za funkcioniranje bodoče vlade, torej moralo bo biti, tako se ga razume, do tega trenutka jasno, da seveda dobiš njegovo zaupanje, da lahko prevzameš neko pomembnejšo funkcijo, ampak za njo nosiš tudi polno odgovornost sam. Gospodarska logika, ne? Ja. Ena od stvari, verjetno, ki jo bomo mediji po tej izkušnji zadnjih 2 let zelo pozorno spremljali, bo pa tudi odnos do medijev. Je tako? Absolutno. In se bo tukaj verjetno zelo hitro pokazalo, kakšna bo ta vlada oziroma kako bo funkcioniral Robert Golob. Ja, to je res. Eno je sam odnos, drugo so tudi razni medijski razpisi, ki so se tudi zelo pod zadnjo vlado spremenili in bomo, Kakšen imate pa feeling? Torej, če lahko vrnem. Torej, sigurno pričakujem jaz, da bo med prvimi odločitvami nove vlade medijska zakonodaja in sprememba razmerij ali pa situacije na RTV Slovenija. To so tolikokrat napovedali vsi, da imajo tudi Mojco Pašek stan, da bo verjetno to res med prvimi stvarmi. Ampak mediji so zmeraj izkušnjava za vse politike. Ne vem, če smo do zdaj že imeli kakšne, ki so se tej izkušnjavi znali popolnoma odreči. Nekateri bolj, drugi manj. Nekateri bolj, drugi manj. Ampak torej veliko lažje se pa definitivno dela, če imaš zagotovljeno novinarsko neodvisnost. Mi jo imamo. Tako da, to je edini način, kako lahko upravljaš svoje delo, tako kot ga moraš upravljati. Jaz bi pa vrnila odgovor na tvoje vprašanje z drugega kota. Mislim, da bo pomembno tudi, na kak način bodo novinarji sprejeli to novo vlado, da bodo na enak način, to ne pravim, da je treba... Govorim samo, da morajo imeti enake vatle. Da, če bo nekaj za kritizirati, da bojo kritizirali tudi to vlado. Če se bo ta vlada vmešavala, da bojo to jasno povedali tudi tokrat. Tako da v bistvu govorim samo o enakih vatlih, ne pa o tem whataboutizmu. Seveda, se ostalo, kaj drugega je aktivizem. Upravljanje novinarskega poklica pa je to, kar si pravkar rekla. Tako, da bodo mediji ostali napreženi. Lepo bi se vam zahvalila za gostovanje v volilnem podcastu 9.1. Zagotovo, Anže, boš še kdaj povabljen. Katja, tudi tebe bom povabila še kdaj. Dovolj. Podcast najdete na naši spletni strani n1info.si in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Poslušalkam, gledalcem in gledalkam se pa lahko vsi tri zahvalimo. Hvala lepa. Ja, hvala.